Lep pozdrav še z moje strani. Zadnje predavanje je zmerno težko imeti, ker ste že vsi zmučeni. Bom probal biti hiter pa jasen. V predavanju bom najprej pogledal, katere varstveno pomembne vrste imamo in kaj res naravi prepuščen gozd pomeni kot dodana vrednost. Moram reči, da po vseh predstavitvah danes sem vesel, da delam kot varstveni ornitolog v Sloveniji, pa ne kje v Skandinaviji, ker bi bilo dela bistveno več. Vseeno pa se je dobro vprašati, ali delamo vse dobro, a imamo možnosti za kakšne izboljšave. Skratka, naravi prepuščen gozd in dodana vrednost za gozdne specialiste. Potem bomo pa pogledali še dva primera bolj podrobno. Primer belohrbtega detla, ki ga je že Tom omenjal, jaz ga bom iz malo drugačnih vsebin, in primer divjega petelina, ker sta si, kar se tiče naravi prepuščenega gozda, enotna, da ga rabita, ampak s čisto drugimi komponentami. S tole sliko, ki jo začenjam, sem želel schematizirati, koliko naravi prepuščenega gozda vidimo na tej sliki. To je pogled z Javornikom na Snežnik, največji naš gozdni kompleks. Tukaj v ozadju sicer bi mogli videti, če bi še malo višje, recimo z dronom 4 gozdne rezervate, vidimo samo enega, ker so Dedna gora, Bička gora, se pravi te trije skriti glih mal za rob, in vidimo približno 1,8% površine, pa še to površino, ki jo vidimo, je polovica približno rušja pa negozdne stvari. Se pravi, vidimo eno tako povprečje, ki ga imamo v Sloveniji, ne? Se pravi, toliko gozdnih rezervatov v Sloveniji imamo, se pravi, malo pod procent, in pa seveda približno toliko še nekih ekocelic. Ko govorimo o vrstah, skozi te stvari bom šel zelo na hiter. Največkrat govorimo o pravih gozdnih vrstah in vplivu, zato ker imamo še dve skupini, ne, imamo vrste, ki živijo tudi v gozdu, se pravi neki gozdni generalisti, recimo zelo lep primer je pogorelček, ki ga bomo najdli na Pokljuk ali pa v kakšnih macesnovih, ga bomo najdli pa tudi v vsaki alpski vasici, kjer bo prepeval na vaški lipi ali pa vaškem orehu. Pa je pa še ena skupina, ki pa v gozdu samo gnezdi, uporablja kot gnezdišče, prehranjuje se pa izven gozda. Te skupine največkrat tangirajo, ker rabijo res mir. Recimo na sliki je orel kačar, rabi eno mirno gnezdo, lovi pa zmeraj izven gozda. Zanimivo je, da obratne stvari nimamo. Nimamo travniških ptic, ki bi gnezdile na travnikih, pa hodile loviti v gozd. Se pravi, samo ta povezava je. Če pogledamo, koliko jih imamo, ne, imamo jih veliko v slovenskih gozdovih, pa se bodo kakšne zdele malo čudne, da sem jih uvrstil med gozdne ptice, se pravi 28. Lažje je to gledati na slikah. Se pravi, rekli boste, kaj dela neka štorkla, pa ena raca med gozdnimi vrstami. Tisle je veliki žagar, ki gnezdi v drevesnih duplih, rab zelo velika dupla, ker je večji od mlakarce. Črna štorkla, zelo podobna vrsta beli štorkli, ki pa rabi neke zelo odmaknjene gozdove z potoki in rekami. Se bom pol pri njej tudi malo ustavil. Imamo tudi dva vsiljivca, ne, ker jih je bilo 28, nisem mogel dati v tabelico, pa sem dva še dodal. Tako da, ne vem, če bom znal tole pokazati. Sprav imamo velikega detla, ki ni varstveno pomembna vrsta, pa lesno sovo, ki je med sovami najmanj ogrožena in jo imamo povsod. Sem prepričan, da se jo po noč sliši tudi iz te točke. Skratka, če se omejimo naprej, pa rečemo, s katerimi vrstami se pa mi kot varstveno pomembnimi vrstami sploh ukvarjamo. To so v glavnem vrste, ki rabijo ali veliko starega gozda, ali veliko odmrlega gozda, ali znajo gnezditi samo v duplih, pa jih rabijo, ali so zelo vezane na naravno sukcesijo, ali pa rabijo mir. In če pogledamo, recimo ujede v glavnem rabijo samo mirno gnezdišče. Mirno gnezdo, to lahko pri gospodarjenju z gozdom zelo upoštevamo in mogoče ne rabimo nekih gozdnih rezervatov za njihovo učinkovito varstvo. Če
prav vem, recimo, populacija orla belorepca v Sloveniji zelo narasla in z tistega enega para, ki smo ga imeli ob samosvojitvi, zdaj govorimo že tam o nekih 15 parih, pa mislim, da nobenega gnezda ni v gozdnem rezervatu in niso vezani. Skratka, v gospodarskem gozdu, če ima mir, lahko normalno živi. Ne? Vseeno so pa eni gozdni specialisti odlični pokazatelji, kaj se dogaja z njimi, ker so v bistvu kot gozdni specialisti zelo zahtevni. Rabijo neke stvari, ki če jih v gospodarskem gozdu ne dobijo, pač izginejo. Tukaj je sicer na tej karikaturi narisan 3-prsti detelj, danes bomo govorili o belohrbtem in varstvo teh je ponavadi daleč najbolj kompleksno. Ne? Zdaj, kaj so tisti vplivi, ki jih ima naravi prepuščen gozd sploh na ptice? Največkrat govorimo o 5, se pravi, količina starega gozda, dejstvo je, če bi Slovenijo prekrival naraven gozd, bi bilo starega gozda bistveno več, ne? Tudi življenjska doba. Buku vemo, da ni zelo dolgoživa vrsta, pa vseeno v nekih naravnih razmerah živi bistveno dlje, kot jih pustimo v gospodarskem gozdu. Ne? In bi bilo tega bistveno več. In seveda, tiste vrste, ki to rabijo, včasih se nam zdi za kakšno vrsto tudi, da ni taka, pa ki jo pobliže pogledamo, zelo veliko starega gozda, bomo šli pol na primere, to dejansko rabijo. Ne? Količina odmrle mase, že to mi je lepo povedal, te stvari so enormne, ne? Če gledamo mi, recimo, se pravi, to številko 21, ne? Tudi jaz imam tam 20 napisan, in dejstvo je, da nam količina odmrle mase v gospodarskem gozdu raste, kar je spodbudno, so te številke še vedno bistveno nižje od tistih, ki jih ponudi naravi prepuščen gozd. Ne? Za večina vrst je dosti, se pravi tistih, ki jim gre že zdaj dobro. Kozači, recimo, kot ne nekemu hudemu specialistu, gre v sonaravnih gospodarjenih gozdovih zelo dobro. Njena populacija raste. Ko sem se jaz začel z njo ukvarjati, smo ocenjevali populacijo na 400 parov, zdaj jo ocenjujemo na 800 plus. Se pravi, v 10 letih, malo smo jih tudi odkrili, ker jih prej nismo poznali, ampak dejansko ocenjujemo, da populacija raste. Se pravi, nimajo vse vrste jasno toliko hudih zahtev. Ne? Število dreves dupli je enormno, ne? Če pogledamo recimo primer, to je sicer primer iz Poljske, teh raziskav je zelo malo, bolj ko gremo proti jugu, večja je ta razlika. Če primerjamo skandinavski gozd, gospodaren pa negospodaren gozd, te razlike ni tako velika, je ponavadi tam 2-3-kratna, ko gremo nižje, ta razlika raste. In seveda jasno, v pragozdovih pri nas, to vsak, ki pozna pragozdove, ve, koliko je dupel. Predvsem tistih velikih. Se pravi, največja razlika je predvsem v tem, da vemo, da neki večji organizmi rabijo pač velike dimenzije in tukaj je največja razlika. Ne? Naravna sukcesija, danes smo govorili o naravnem pomlajevanju. Tukaj bi rekel, najbolj mogoče se pogreša pri varstvu vrst to, kar je Tom omenjal, se pravi neke velike motnje, ki pridejo, ponavadi tam odreagiramo radi s tem, da posežemo še sadno, se pravi te ogromne stvari, ki se zgodijo in ki so lahko tudi naravne, na to so vezane ene vrste, ki jim gre slabo. Tipičen primer recimo te vrste je gozdni greb. Pa še mirno, ko sem delal to predstavitev, jaz sem vključen v projekt Vrh Julijcev, ki se z mirnimi območji zelo ukvarjamo in 10% slovenskega gozda, skoraj 10 so mirne cone. Ne? Zdaj, ko greste vi v slovenski gozd, jih verjetno še niste čisto dobro registrirali, ker nikjer ne rabite se izogniti tem območjem, pa ne iti tja. Ponavadi tukaj pri varstvu ptičev ne pojmujemo mir v gozdu z gozdno-gospodarskimi deli, ker te ponavadi niso glaven problem. Pojmujemo ga z dostopanjem v gozd, ki ga pa dostikrat sproža
in omogoča gozdna infrastruktura, ki nastaja. Ne. Se pravi, če mi pomislimo, koliko bi bilo ljudi na planini pri jezeru, če ne bi bilo ceste na planino Blato, bi bila ta številka bistveno manjša. To se je zelo lepo zdaj videlo v Belci v Karavankah, ker zaradi tistega podora cesta že dolg časa zaprta. Ne. Tam je enormno manj ljudi in te stvari seveda omogoča infrastruktura, ki je namenjena v osnovi čemu čist drugemu. No. To sem že komentiral, recimo sam spodne številke so zanimive. Tam, kjer imamo v pragozdnih ostankih belohrbtega detla, če si pogledate, so številke praktično 10-krat večje. In belohrbti detel, pa nasplošno, no, detli so odlični indikatorji. Ne. Se pravi, količina odmrlega lesa vpliva in močno naraste pri količinah nad 70 in več kubikov na hektar. To je slika sicer triprstega detla, lani iz Jelovce. Zanimivo je to, da kljub temu, da je vrsta specialistna skolitide na podlubnike, se je ta osebek v glavnem hranil z kozlički, kar vidite tudi na slik. Skratka, saproksilni hrošči pri vseh teh vrstah ekstremno pomembni. Najbolj to se mi zdi izstopa stanje, kakršno bi lahko bilo v naravi, pa kakršno je pri belohrbtem detlu. To je populacija detla, ki je vezana na buku. To je specialist bukve v našem klimatu. Ta vrsta Lilfordi, podvrsta Lilfordi je vezana po celemu Balkanu, se pravi, se lahko tudi malo primerjamo. Ne moramo reči, v Sloveniji ga imamo malo, vse je to nasplošno redka vrsta, ampak lahko pogledamo okrog. No, v Sloveniji ga imamo tam do 150 parov, ekstremno redek detel, če pogledamo razširjenost. Tudi vidite, da je to taka dinarsko-bukova vrsta, ki že po sliki se dol logično veže po dinarskem loku na Hrvaško in naprej. Se pravi, zadevo zelo dobro primerjati. Lahko trdimo, da bi bila vrsta verjetno najpogostejši detel, če v Sloveniji ne bi bilo gospodarjenja z gozdom. Se pravi, sonaravno gospodarjenje vsem povzročilo, da je šla ta vrsta iz verjetno najpogostejše v najredkejšo. Zato, ker je specialist na odmrlo biomaso. Je vrsta, ki v Sloveniji verjetno zaradi pač dlje, kot smo od naselja, više, ko smo nekje, manj intenzivno gospodarimo, odrinjena tudi v malo višje lege. No, in če pogledamo mrežo gozdnih rezervatov, opazimo nekaj. Ne. Daleč največ detla na Snežniškem, tudi na Kočevskem, relativno velik. No, in jasno, ker je specialist bukve, je predvsem okrog bukovih rezervatov, kjer lahko dosega enormne gostote. Ne. Kar je pomembno, se pravi, povprečje snežnika javorja v tem približno 0,4 para na kvadratni kilometer, na Kočevju še malo manj. Če imamo pa nek pragozdni ostanek, imamo pa lahko v hipu 10-20-krat večje gostote, kar pomeni, da tam, kjer je habitat odličen, bo tega detla res veliko. Mi smo delali na raziskavo na Hrvaškem in zanimiv Hrvaška, videli smo tiste grafe pri tomu, Hrvaška ima tako mešano, nek zelo intenzivno gospodar, nek malo manj, predvsem je pa razlika, da ima par otokov zelo velikih območij, kjer se ne gospodarja. Govorimo o 3 narodnih parkih, Gorski Kotar, Severni Velebit pa Plitvice. No in mi lahko, ko pogledamo podatke, v bistvu ugotovimo že, če povprečje vzamemo, imajo Hrvatje v svojem gozdu 5-krat več detlov. Ne? Pa se mi radi z njimi primerjamo, da mi bolj sonaravno gospodarimo kot oni, pri detlu njim uspeva bistveno boljš. In recimo, jaz sem šel na hitro zdaj pred predavanjem gledati še druge države, ne? Se pravi Črna Gora. Ne? Črna Gora še celo več, se pravi bistveno boljšim gre. Kot zelo podoben procent, se pravi zelo podobno gostejšo populacijo ima Bolgarija. Ne? Celo Makedonija, ki jo nimamo za gozdno državo, nas v populaciji belohrbtega detla šiša krepko. Ne? Zakaj? V glavnem na račun ali formalno
v primeru Bosne, Makedonije pa neformalno zaščitenih gozdov, ki so pač nedostopni in se ne gospodarijo. Ne, mi smo šli lansko leto raziskovalno obiskati Kajmakčalan na meji Makedonije in Grčije, kjer smo dobili enormne populacije belohrbtega detla tudi v gozdovih rdečega bora in smreke, kar je za nas čist nepredstavljivo. Zakaj? Ker imajo v bližini doline bukovih gozdov, ki so nedotaknjene. Se pravi, to so očitno donorske populacije, ki hranijo tudi okoliške populacije. No in belohrten detlu lahko v slovenskem gozdu zaključimo, da gospodarski gozd omogoča življenje nekaj parov v zelo nizkih gostotah. Jaz bi prej uporabil izraz životarjenje. Se pravi, imamo zelo verjetno zelo nizke gostote belohrbtega detla in raziskave, ki se kažejo pri monitoringu, je, da so to verjetno ponorne populacije ali pa dejansko populacije v težavah. Kaj je zelo pomemben kazalnik? Če gremo mi gledati teritorij belohrbtega detla v gospodarskem gozdu, trdim, da ko ga eno leto najdete, ga zelo verjetno naslednje leto ne boste. Ne? Te teritoriji se izredno premikajo, zelo so nestabilni, medtem ko tam, kjer ima on pogoje, je stalno prisoten. Tisti, ki se ukvarja z vrsto, v pragozdnem ostanku greš detla iskat in ga vedno dobiš na isti. Skratka, lahko se nam dogaja, da rečemo, se jih imamo tudi v gospodarskem gozdu, ampak vprašanje je, kaj je z viabilnostjo teh populacij. Ne? Zelo pomembni so, mi varstvo vrste zagotovo nismo zagotovili z 0,8% rezervatov pa ekocelic. To ni glavni razlog, da jo sploh še imamo, ker je tega čist premalo. Imamo tudi nedostopne gozdove, imamo grape tudi v Sloveniji. Seveda se moramo zavedati, da jih vsako leto odpiramo, kompenziramo pa ne. Zato trdimo, da z odpiranjem novih območij v Natura 2000 območjih poslabšujemo stanje za to konkretno vrsto. Ne? Pa velike populacije se očitno formirajo v velikih jedrih. Ne? Tega nam v Sloveniji ključno manjka in jaz mislim, da je to glavna razlika, zakaj so Hrvaška, Bosna, Črna Gora, Bolgarija, Makedonija, zakaj so boljše od nas. Ker imajo velika jedra. Ne? Tam 1000 hektarjev negospodarjenega gozda najdete, pri nas pa ne. Grem na drugo vrsto, ki je pa čist druga. Ta vrsta pa nič odmrle mase ne rab, pa kljub temu rab gozdne rezervate. Rab seveda velik delež starega gozda, tudi on drugače razporejen, zelo slabo mu gre v Dinaridih, zelo dober mu gre v Alpah. Je seveda to vseeno vrsta, ki je v močnem upadu. Lotili smo se telemetrije predvsem zato, da bi odkrili, kaj je bistvo njegovega habitata v slovenskem gozdu, koliko rab miru, kje je mir. Zaenkrat nam je uspelo opremiti 16 osebkov, največ v okviru vrha Julicev projekta, nekaj v okviru Jelovice. No in to je fajn. Dobimo za vsak osebek približno 20,000 lokacij v razdobju leta in pol in zelo natančno vemo, kaj vrsta rab. Dobimo pa tudi neke gibanja, se pravi, koliko je vrsta plašena in podobno. No in zanimivo že pobiranje podatkov. To je sicer zamudno delo, ker moramo delati z antenco, je pokazalo, da je pomen starega gozda viden na skoraj vsakem koraku. Recimo pozim. Stara krošnja, stari gozdovi so pomembni z vidika prehranjevanja, ker osebki v takih razmerah, kot so na sliki, lahko več kot en teden preživijo v enem drevesu. Ne, se pravi, rabijo mir, ker če ga mi plašimo, ne bo v enem drevesu, pa rab primerno stara drevesa. No, stranski produkti tega, da zdaj zelo dobro vemo, kdaj so na rastiščih, se pravi, kdaj rabijo tam mir, neverjetno točni so s prihodi med leti. Pri več kot pol osebkih nam uspe pokriti 2 rastitvi. No, pomen starega gozda se je pa zelo lepo pokazal tam, kjer imamo zdaj velike
odprtine, ki so nastale zaradi ujem. Za petelina je eno tako prepričanje. Petelin rab odprtine, da bo sploh lahko imel hrano. To predvsem v lovskih krogih slišite, brez frat ne bo petelina. Zdaj, lahko morate mi verjeti, ampak lahko vam zagotovim, da pod temi točkami ni odprtin, niso skrite zaradi točk. Se pravi, na jelovci, kjer jih imamo ogromno, so se telemetrirani petelini praktično tam 99% izogibali odprtinam. Samo v starih gozdih in to je ta del, se pravi, klele spodaj imamo ratitev, zgor imamo pa tiste odprtine za psom in to. To je en osebek, drug, popolnoma podobna slika. Se pravi, lahko praktično sledite, se pravi, tudi tukaj, ki je bil med odprtinami, je bil v ostanku enega starega gozda, tukaj le čist na robu, tudi tukaj le, se pravi, povsod je v starem gozdu in da bi rekel, da izkorišča gozdni rob, ne, se pravi, išče star gozd. Druga stvar je pa mir. Tole je en primer tamle na zelo obremenjenem območju v Triglavskem narodnem parku pod Viševnikom, tisle gor je Konšca. Se zelo lepo vidi, če položimo njegove točke, pa točke poti gozdnih prometnic, kjer se pojavljajo ljudje, da se jih očitno odmika. Še lepša slika je recimo zdaj v Fužinskih planinah. Tukaj je 5 osebkov, vsaka barva je svoj osebek. Se pravi, vidite, da ker so to osebki, ki so bili telemetrirani in gravitirani na isto rastišče, so seveda v neki omejenem obsegu parih kilometrov okrog gibljajo, ampak če damo mrežo poti, takoj opazimo neke fjorde, ki se nam zajedajo v podatke. In seveda lahko petelina splašite tudi na poti, ampak bistveno bolj ga pa plašite, če ste izven poti. In tukaj mogoče ta aplikativnost mirnih con. Mirne cone, zdaj izkušnja iz vrha Julijcev je, da jih je ekstremno težko vajati, ker Slovenci hočemo iti povsod. Zdaj ta mirna cona v gozdu, ki jo imamo in ki jih imamo skoraj 10%, bo lahko resnično zaživela, če se bomo v njej znebili predvsem teh postranskih spremljajočih se stvari, kot sem rekel, ki jih infrastruktura pripelje lahko v gozd. Tako da z vidika, bi rekel, varstva petelina, mirne cone zaenkrat nimajo kakšnega posebenega učinka. Bom šel samo na hiter skozi, kaj so bile glavne ugotovitve, se pravi res vrsta rab star gozd in tukaj gre vrsta z roko v roki z gozdnimi rezervati, sploh v tem alpskem prostoru, rabi, to se je prikazalo pri analizi teh območij, rab borovnico, to sicer ni povezan z gozdnim rezervati in rab mir. Gozdni rezervati so nam lahko tudi eno sredstvo za zagotavljanje miru. Mi v slovenski zakonodaji bomo zelo težko zagotovili mir brez nekih jasnih varstvenih režimov. Nista samo te dve vrsti. Tukaj se pri teh dveh samo na tale slajd osredotoča mali muhar pa črna štorkla, kako je lahko to specifično pri posameznih vrstah. Te stvari poznamo, verjetno veliko stvari ne poznamo. Mali muhar, zanimiv en specialist alpskih bukovih dolin, rab zaprt gozd, zelo tesen sklep skrošen, pa star gozd. Tukaj je vrsta vezana malo na to, da je pač v gozdu veliko hrane, hrani se z insekti, ki jih najde predvsem v takem gozdu. No in po drugi strani črna štorkla ne rab toliko starega gozda, kot rab mira ob gozdnih potokih in cestah in gospodarjenja z gozdom je čisto zaradi orografije. Če vi hočete v dolino, greste najlažje ob potoku. Če hočete v stransko dolino, tudi vlako in cesto naredite v dolino in je zaradi tega naredili, da ima večina gozdnih potokov in dolin cesto gozdno ob rečici, potoku,
ki je nujen za obstoj črne štorklje. Ne, se pravi, to so primeri, kako v bistvu mi imamo gospodarjenje, ampak vseeno, jasno, tista cesta ni več mirna. Mi ne uspemo samo 2krat na let iti tam mem z gozdnimi stroji, ampak grejo tam mem vsak dan še sprehajalci, kolesarji, tekači, avtomobilisti in podobno. Ne. Za konec bi komentiral še to, ne, se pravi, dejstvo je, da če primerjamo gospodarjenje slovensko z ostalimi državami, smo lahko zelo veseli, da smo v Sloveniji. Specifika našega gospodarjenja je, da je sonaravno mnogonamensko, je pa specifika tudi, da gospodarimo na ogromno površinah. Zelo malo površin imamo, kamor ne gremo, in za varstvo gozdnih specialistov poleg obstoječe sheme gozdnih rezervatov pa formalno zaščitenih območij so pomembna tudi ta neformalna. Se pravi, lastnik, ki ne gospodar, ali pa na območje, ki je nedostopno. In jasno ne trdimo, da vsaka vlaka, ki je zgrajena na novo, odpre nek gozd, daleč od tega. Se pravi, vlaka je zgrajena lahko tudi zaradi boljše ekonomike, neke česarkoli, ampak dejstvo pa je, da območja, ki jih pa odpiramo, ali pa kjer smo neke starodavne konjske spravilne poti spremenili v vlake, da pa tam potem kasneje več sekamo in da so te območja postanejo slabša za belohrdega dekla. No in mi se moramo zavedati, da je tega res enormno veliko. Enormno veliko in to vpliva na varstveni status vrste. In tukaj se bomo mogli vprašati, ali se nam zaradi tega varstveni status gozdnih specialistov od leta 2004, ko smo začrtali našo naturo, skozi malo slabša, ali imamo neke kompenzacije. Zagotovo lahko rečem, delež odmrle mase v gospodarskem gozdu se nam malo veča. Ampak jaz mislim, da tole hitreje strgamo. Ne? In mi kot odgovor, ne, bomo lahko z gozdnimi rezervati te izgube zelo odlično kompenzirali. Se pravi, če bomo neke idrijske grape odprli, se moramo vprašati, kje bomo zdaj dolgoročno belohrdtemu deklu zagotovili res star gozd, ne, za veliko odmrle mase. Ne, in to bodo sigurno eni pomembnih izzivov, recimo pri presojanju, kako smo uspešni pri varstvu naših gozdnih specialistov. No. Hvala.